Lepo pozdravljeni. Odzivi na letošnjo podnebno konferenco v Glasgowu so mešani. Ali so doseženi dogovori premalo ambiciozni, ali smo si zastavili previsoke cilje? In kaj izkupiček konference pomeni za Slovenijo? O tem govorimo v tokratni oddaji Moje mnenje. Z nami so gostje. Časti zaslužni profesor dr. Dušan Plut, geograf, tudi član Sveta za varovanje okolja pri SAZU-ju. Zaslužni profesor dr. Peter Novak, energetski strokovnjak iz družbe Energoteh. Tina Kobilšek, glavna pogajalka na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu. In Andrej Gnezda, ekolog in civilno-družbeni aktivist iz Umanoterje. En lep pozdrav vsem skupaj. Začnimo z vami, gospa Tina Kobilšek. Vi ste v tem omizju novi, mi smo v podobnem omizju sedeli že 1. septembra. Torej, povejte nam zdaj, če parafraziram Greto Thunberg, kaj bo zdaj še vedno zdaj bla, 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 ali ni več bla, 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 ali se bo kaj zgodilo? Kakšni so izidi te konference, kako jih komentirate, kaj smo dosegli, če smo sploh kaj dosegli? Lepo zdrav najprej vsem skupaj, me veseli, da sem danes lahko z vami. Prvo bi rekla, da sama konferenca COP26 je ena v nizu teh konferenc COP-ov. Definitivno smo v bistvu po eni strani lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli, seveda je pa to en korak. Potrebnih bo še ogromno korakov naprej. Se mi pa zdi osebno, da je to zelo, zelo dober začetek oziroma daje tisto pravo noto implementaciji Pariškega sporazuma. Torej, dosegli smo kaj? Zdaj, ko rečete dosegli, to je zdaj Evropska unija ali Slovenija? Kaj je zdaj doseženo? Zdaj, recimo, kot Evropska unija smo prišli na konferenco z precej ambicioznimi stališči. Seveda moramo vedeti, da Evropska unija ima v bistvu najbolj ambiciozna stališča do vseh teh vprašanj. Moramo tudi vedeti, da govorimo o pogajanjih, kjer se dejansko pogaja praktično 200 držav sveta. To se pravi, gre za globalna pogajanja, gre za pogajanja z državami, ki imajo čisto drugačen začetni položaj, kar se tiče gospodarskega stanja, ekonomskega, socialnega in tako dalje. Na tej konferenci je mogel biti dosežen konsenz med državami. In dejansko dosež konsenz z 200 državami sveta je težko, glede katerega koli vprašanja. Mi pa dejansko govorimo o podnebnih spremembah, ki bodo, če bodo naslovljene pravilno, morale dejansko spremeniti življenja vsakega posameznika. Dobro, rezultat, če nam poveste, v nekaj točkah, kaj je zdaj dogovorjeno? Recimo, izpostavila bi 3 glavne točke. Rezultati glede blaženja podnebnih sprememb. Slišali smo kar precej novih zavez, tudi recimo strani Indije, kot ene izmed glavnih oziroma večjih onesnaževalk. Dosežene so bile zaveze za povečanje teh v bistvu ambicij v tem desetletju, ki je ključno, da se bodo dejansko zaveze pregledovale že naslednje leto. Druga zadeva... Povejte nam kakšno zavezo. Izpusti, gost, nam lahko poveste kakšno konkretno številko, ker to je vse na ravni, oprostite, pogreti Thunberg blano. Povejte nam nekaj konkretnega. Ja. Indija se je zavezala, da bo podnebno nevtralna do leta 2070. ZDA so sprejele dolgoročno podnebno strategijo, ki tako kot slovenska dolgoročna podnebna strategija predpostavlja podnebno nevtralnost do leta 2050. Slišali smo potem različne zaveze, tudi strani na primer afriških držav, Kenija, Vietnam, Koreja. Koreja bo znižala emisije za 40% do leta 2030. To so te konkretne številke, po katerih ste me spraševali. Pa premog, recimo fosilna goriva? Glede tega dogovora, glede fosilnih goriv, mislim, da je bilo že rečenega kar nekaj, pa mogoče, da povem še iz stališča nekoga, ki dejansko bil v Glasgowu. Če bi nam nekdo na začetku konference rekel, da bo to končni konsenz, mislim, da bi bili precej zadovoljni. Seveda, besedilo, ki ga imamo sedaj, v smislu opuščanja rabe premoga in pa prenehanja subvencioniranja fosilnih goriv,
je manj ambiciozno kot začetni tekst, ampak kot sem že prej rekla, dejansko gre za pogajanja z celotnim. Torej, zdaj, če smo natančni, do leta 2030 se bo izpusti ogljikovega dioksida se bodo zmanjšali za 45%. Je to točno v primerjavi z letom 2010? Bi se morali znižati zato, da zasledujemo ta cilj 1,5 stopinje. In subvencije za fosilna goriva ostajajo ali ne? Ne. S tem se preneha. V redu, gospod Gnezda, kaj menite o ciljih, seveda še o drugih, ki so bili doseženi? Kaj to pomeni za Slovenijo, pa recimo kako jih Humanotera komentira? Ja, morda z političnega vidika je res uspeh, da dosežeš konsenz 200 držav, to verjamem, da ni enostavno. Z podnebnega vidika in pa tega, kar nam sporoča znanost, pa žal to ni zadostno. Mi tu ne govorimo o ambicioznosti, ampak o ustreznosti. Ali smo dosegli dogovor, da bomo toliko zmanjšali emisije, da bomo preprečili pregrevanje planeta na 1,5 stopinje. In to žal tam ni bilo doseženo. Jaz bi tukaj morda kot eno tisto bolj, bom rekel, enega bolj pozitivnih sklepov ali pa zaključkov ocenil, izpostavil tega, da se bo na letni ravni pregledovalo, ali kako dosegamo in implementiramo te ukrepe in na kakšni trajektoriji smo. To je vzpodbudno, ker vemo, imamo še, bom rekel, v naslednjih 10 letih moramo opraviti domačo nalogo, zato je pomembno, da res vsako leto gledamo, ali smo na tej trajektoriji. Med samimi pogajanji so prišla ven poročila, analize, ki so ugotavljali, da tisto, kar so države v pogajanjih dale na mizo glede zmanjšanja emisij, nas še vedno zadrži nekje na ravni 2,4 ali 2,7 stopinje Celzija više, kar nikakor ni v redu. Za Slovenijo pa je to, kar tudi profesor Lučka Kajfež-Bogataj, naša agencija za okolje, opozarja, sploh ni v redu, kajti segrevamo se dvakrat hitreje od globalnega povprečja zaradi naših geografskih značilnosti. To bi pomenilo konkretno potem za Slovenijo več kot 5 stopinj toplejše ozračje. Bom rekel, tem vsakdanu pa to pomeni od več suš, od več poplav, intenzivnejših nalivov, motnje v preskrbi z hrano, prihod novih prenašalcev bolezni. Tu je potem res cela kupica posledic, ki prihaja na račun te otoplitve. Dobro, doktor Novak, to je pač na ravni precej splošnih zadev. Ne vemo konkretno, kaj zdaj to pomeni za Slovenijo. Kako vi ocenjujete? So ti dosežki premalo ali preveč ambiciozni? Vse te mednarodne konference, začenši z konferenco Združenih narodov leta 1972 v Stockholmu, kjer smo sprejeli celo vrsto zavez, med ostalimi smo ustanovili tedaj UNEP, United Nations Environmental Program, ugotovili, da je rast prebivalstva prehitra. Vse to, sedaj je 50 let, bo prihodnje leto te konference. Če bi se samo tisti sklepi uveljavili v praksi, ki so bili tedaj sprijeti, mi danes ne bi imeli situacijo, kakršna je. Poglejte, ko govorimo o Kitajski, največjem onesnaževalcu, ali pa o Sloveniji, ali pa o Norveški. Slovenija emitira po glavi prebivalca 9,9 kiloton CO2. Kitajska 9,6. To se pravi manj. Norveška 13,3. Amerika 19,6. To se pravi, dajmo najprej pospraviti pred svojim pragom, predno gremo naprej. In to, da se ne pospravlja pred svojim pragom, je tipičen primer Slovenije, kjer imamo celovite dokumente, sprijete, dolgoročna resolucija podnebni skrbi, program za energetsko učinkovitost. Vse imamo napisano. To, da storimo ničesar. Ni koraka naprej. Denar v podnebnem skladu stoji, denar v Borzenu stoji, nove tehnologije se ne predvidevajo. Mi imamo v podnebnem skladu 1 milijon za nove tehnologije. Sklad je pa velik 145 milijonov. Ja, pa kam to pele? Vse je nemogoče. Dobro, če bi bil minister, bi mogoče dobil odgovor tudi na to vprašanje. Doktor Plut, še kratek komentar, potem pa gremo naprej na konkretne posledice za Slovenijo. Izvolite.
tukaj se je pokazal, da gre za velik razkorak na eni strani med opozorili znanosti, ki so številčna, in na drugi strani vodilno politiko sveta, ki enostavno ne želi uresničiti zakonsko in predvsem vrednotno zasnovanih zahtev. Zakaj? Poglejte, v leta 1990 so znašali izpusti ogljikovega dioksida 22 milijard na leto ton. Leta 2019 pa 35 oziroma po nekaterih podatkih celo 36 milijard ton. Ali drugače povedano, izgubili smo 30 let. Sodim, da je na podnebni konferenci zmagovalec kapital, ne pa zdravje ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker v sklepih leta 2021 ni jasnih in nedvoumnih številčnih, kvantitativnih obvez, če že ne govorimo o tem, da bi morali to uresničiti, o tem, koliko in na kakšen način bodo države zmanjšale emisije toplogrednih plinov. Ja, tako. Za koliko? Absolutno. Ja. In to, kar tega je... ni, ne? Ja, to je vse na ravni nekih leporečja. Izvolite, gospa Kobilšek. Hvala. Če smem, Pariški sporazum dejansko predpostavlja, da se te zaveze v bistvu podajo v obliki nacionalnih prispevkov, določenih prispevkov. Zdaj, Evropa se je zavezala za minus 55 cilj do leta 2030. Te zaveze, ki sem jih prej omenila, določene so te do 2030. To pomeni, da v teh sklepih, ki imamo trenutno na mizi iz Glasgowa, je dejansko klic tistim, ki tega še niso storili, ki še niso predložili teh planov, kako bodo dejansko prišli oziroma kakšen cilj si dejansko postavijo, da to naredijo čim prej oziroma najkasneje do naslednjega leta. Kot je že bilo omenjeno, bodo potekale tudi te revizije, kaj to dejansko zdaj za nas pomeni. Gospod je že omenil par teh študij, ki smo trenutno za to oceno, kam nas vodijo te zaveze. Zdaj recimo ena izmed teh študij je tudi analiza Mednarodne energetske agencije, ki kaže, da smo na poti tam okoli 1,8 stopinje Celzija. To pomeni, da smo dejansko pod tem ciljem 2 stopinja Celzija, ki ga pač predpostavlja Pariški sporazum, sigurno pa moramo dejansko začeti implementirati te zaveze. In s tem se popolnoma strinjam. Dobro, zdaj vi ste omenili Evropa 55, če dovolite, bom kasneje dala besedo, da gremo naprej. Mi smo 1. septembra v enaki zasedbi skoraj da na mesto gospe Kobilšek je sedel minister Vizjak in 1. septembra takrat se je minister za okolje Andrej Vizjak, ki se današnje oddaje ni mogel udeležiti, odzval na izjavo dr. Dušana Pluta, češ, da je on podpisal energetsko dovoljenje za 6. blok termoelektrarne Šoštanj. Minister Vizjak je to v oddaji 1. septembra zanikal. Dr. Plut je v vmesnem času pribavil 2 dokumenta, energetsko dovoljenje in odločbo za gradnjo TEŠ6, ki jo je dejansko leta 2005 in 2006 oba podpisal Andrej Vizjak, takrat kot minister za gospodarstvo. Dokumenta seveda objavljamo, zdaj se bosta pokazala na ekranu. Eno je odločba o gradnji oziroma o delnih spremembah, še bolj pomembno pa je to energetsko dovoljenje, o katerem smo govorili. Torej, odločba se dotika iz leta 2005, torej iz leta 2006 je kasnejša in se dotika nekaterih sprememb, vendar le tehnične značilnosti objekta, nazivna električna moč so 600 MW, o tej številki bomo kasneje nekaj rekli. Energetsko dovoljenje samo pa je dejansko podpisal za termoelektrarno Šoštanj, tudi to je podpisal minister takrat za gospodarstvo Andrej Vizjak. No, na Ministrstvu za okolje pa smo vprašali za odgovor in prejeli smo naslednji odgovor.
V oddaji Moje mnenje 1. septembra 2021 je minister za okolje in prostor magister Andrej Vizjak zaprosil gospoda Pluta naj prikaže kakršenkoli dokument, njegov podpis pod TEŠ6. Gospod Plut nas je seznanil z energetskim dovoljenjem za gradnjo TEŠ6, ki pa samo po sebi ne predstavlja dovoljenja za projekt TEŠ6. Predstavlja le začetek aktivnosti okoljske in finančne presoje. Odločitev o izvedbi projekta TEŠ6 je sprejel pristojni organ TEŠ, torej nadzorni svet TEŠ6. Samo energetsko dovoljenje torej v ničemer ni odločalo o sami izvedbi projekta. Torej, to je bil zdaj ta popravek, to smo pribavili. Dr. Plut, imate mogoče še kakšen komentar? Mislim, da komentar pravzaprav ni potreben, ker podpisan dokument govori sam po sebi. Kaj pomeni energetsko dovoljenje, je jasno. Predvsem z tega vidika, kaj se je po tem energetskem dovoljenju dogajalo. Projekt je šel naprej in končal tam, kjer je končal. Od 600 milijonov prvotne investicije je investicija narasla na 1,4 milijarde evrov. In tukaj se bi vprašal samo o tem, kje je tukaj politična odgovornost za tako strateško napačne odločitve? Ali v Sloveniji ne obstaja odgovornost politikov, ki sprejemajo take odločitve, ki se kasneje izkažejo za popolnoma zgrešene? Predvsem ekonomsko, energetsko in seveda podpis takratnega ministra Vizjaka je sprožil ta celoten proces. Samo še stavek bi rekel, da je Hanškova preiskovalna komisija jasno in nedvomno pokazala odgovornost prvič Janševe vlade od leta 2004 do 2008 in na drugi strani tudi odgovornost Pahorjeve vlade. V času Pahorjeve vlade bi lahko investicijo še ustavili ali pa jo predrugačili. No, pa se to ni enostavno zgodilo. Ta intervju z Matjažem Hanškom bomo pokazali, ampak gremo prej še na eno vprašanje. Dr. Novak, politika in energetika, ne? Dva zanimiva pojma. Kako komentirate? Lejte, praktično je v 14 dneh politika pometla za vsemi znanimi direktorji, ne? Konec koncev, eden od teh je dejal, da se zavzema za sončne elektrarne, da dela na teh ciljih. Vse smo ga imeli v oddaji, imel tiskovno konferenco, nastopal praktično v teatru, ampak pustimo ta njegov način. Vendarle, kaj zdaj to pomeni? Ne samo, da se ne naučimo iz prejšnjih slabih odločitev za gradnjo take stvari, kot je bila TEŠ6, predimenzionirana, ampak tudi danes še vedno rovarimo po energetskem sistemu. Torej, jaz bi se vrnil na mnenje, odnosno na poročilo, kaj je bilo doseženo na COP26. Z vprašanjem nisem še videl predloga Slovenije, ki bi ga morala predložiti tudi kot predsedujoča Evropske skupnosti na COP26 s svojim programom minus 55 emisij in plus 40 obnovljivih virov. Zakaj tega programa niste predstavili v Glasgowu? Če bi ga imeli, bi lahko rekli, evo, tukaj smo mi, predsedujemo, prvi smo in bomo to in to naredili. Tega programa, jaz sem ga zračunal, pripravljen predlog, kjer sem ugotovil, da pri vseh teh zadevah ni tako enostavno najti rešitev, vendar dejstvo je, da mi v Sloveniji, razen cele vrste splošnih dokumentov, nimamo konkretnega načrta minus 55. In zato se nam dogajajo potem stvari, o katerih ste me sprašvala. Politika je danes v situaciji, da je odrezala je vodilno strukturo v energetiki, zadnji podatki Mariborske elektrarne in tako dalje. Ne bom se spuščal v to, vendar dejstvo je, da je politika odgovorna za energetsko oskrbo Slovenije, za varno oskrbo in istočasno odgovorna za pravilnost odločitev. Če smo mi sprejeli v svetu evropskem soglasno
z ostalimi, da bomo zmanjšali za 55%, čeprav med državami to še ni dogovorjeno v Evropski skupnosti. Vendar bi Slovenija kot predsedujoča morala biti prva, pokazati na čelu, kako se to naredi. Žal, to ni zgodilo. To ni edina zadeva, ki jo delamo brez načrta. Torej, pomembne odločitve o slovenski energetski prihodnosti sprejemamo brez veljavnega nacionalnega energetskega koncepta in brez resolucije o nacionalnem energetskem programu, pač pa le na podlagi podnebnega načrta. Ali je to dovolj? Strategija je bila nazadnje potrjena leta 2004. V energetskem zakonu je predvideno, da jo je potrebno ažurirati najmanj na 10 let, da jo mora sprejeti državni zbor, da to ni predmet odločanja na ministrstvih oziroma na vladi, da je pač pravica Slovencev in porabnikov energije v Sloveniji, da vemo, kako se bomo v naslednjih 20 do 40 let, je zapisano, oskrbovali z električno energijo, iz katerih energetskih virov se bo to dogajalo, po kakšni ceni, kako zanesljiva bo ta oskrba, da bomo elektriko dejansko tudi dobivali. In teh dokumentov nimamo, vlada jih ni sprejela. Sprejela je samo nacionalni energetski program, ta NEPN, kjer so podatki že danes, bil je potrjen leta 2020, vendar so podatki že danes popolnoma neaktualni. Popolnoma neaktualni. No, med drugim noter tudi piše, da bo premogovnik obratoval do leta 2054. Piše, da bo cena CO2 kuponov leta 30 okoli 30 evrov za tono, ne pa 60, kot je danes. Veliko je nelogičnosti in nacionalni energetski program ni energetski koncept, ni dolgoročna politika, ki bi bila potrjena v državnem zboru, in zato Slovenija teh dokumentov nima. Nimamo energetskega koncepta kot dokumenta s tem imenom, imamo pa dve veljavni strategiji. Imamo nacionalni energetsko-podnebni načrt do leta 2030, ki ga je sprejela vlada lansko leto in bo do konca 2023 noveliran skladno z evropsko uredbo. Imamo pa tudi dolgoročno podnebno strategijo oziroma resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050, ki jo je sprejel državni zbor. Tako da imamo podnebno-energetske dokumente, niso več energetski, ampak so energetsko-podnebni oziroma podnebno-energetski in vključujejo tudi vse zvezi z energetiko. Tako da ta resolucija o dolgoročni podnebni strategiji je podlaga za izdajo energetskega dovoljenja, ki jo je izdalo naše ministrstvo letos za nuklearno elektrarno NEK2, da jo tako imenujemo. Kar se tiče pa strategije izstopa iz premoga, je pa dokument pripravljen, ni ga pa vlada še sprejela, o tem hipu v medresorskem usklajevanju. Ja, kar se tiče letnice izstopa iz premoga, je v strategiji, ki je pripravljeno tudi okoljsko poročilo za njo, je predvidena letnica 2033. Naše ministrstvo zagovarja to letnico in tudi naš minister, zdaj pa trenutno pa to v medresorskem usklajevanju, ker se ravno okrog letnice še nismo usklajeni z drugimi resorji. Gospod Gnezda, torej vaš komentar na to, mi izstopamo, mogoče se itak še vse usklajuje, leta 1933 iz premoga, da tako rečem, zapira se premogovnik Velenje, tudi TEŠ 6 se zapira, ki je bil po nekaterih ocenah tako ali tako predimenzioniran. Zdaj me zanima, kako vi komentirate, da na podlagi neke vladnega dokumenta, seveda podnebnega, zdaj konec koncev smo se tudi odločili, da bomo gradili drugi blok nuklearke, kaj bo z delovnimi mesti. Gospod Žerdin je tudi vodja projektne skupine za prestrukturiranje regije Saša in ta regija Savinjsko-Šaleška ima nemalo problemov. Kako vi komentirate zdaj to zagato? Te podnebni cilji so super, ampak v Sloveniji so pa potem fakti bruti, ne? Ja. In ravno te fakti bruti, če jih izpostavim nekaj. Ponavlja se nam zgodba TEŠ 6 z NEK-om 2, kjer nismo imeli tega energetskega objekta v nobenem strateškem dokumentu, podobno je sedaj z drugim blokom,
ki smo ga dali v dokument, kjer smo se zanj odločili v dokumentu, kjer ne paše. Kot je bilo rečeno, nimamo sprejete še strategije za opuščanje premoga, kar nas zopet, prelagamo to pomembno odločitev, kar bo kasneje lahko vodilo v bistveno večje socialne posledice. Če imamo danes načrt in sredstva zagotovljena, lahko začnemo to izvajati in bo ta prehod toliko bolj blag. Če s tem odlašamo, če tu politično mešetarimo, če tako rečem, kjer slišimo, da se ostali resorji očitno upirajo tej letnici 2033, kljub evidentnim podatkom, da je TEŠ in ta prihodnost nevzdržna, tvegamo, da se nam ponavlja scenarij, ki se je zgodil v Zasavju, kjer so se knapi zapirali v jame, kjer imamo štrajkali, po domače rečeno, zahtevali, neko pravičen prehod, ki ga ni bilo, in sedaj se nam to tudi tukaj ponavlja. Slovenija ima sredstva, omenjen je bil podnebni sklad, imamo sklad za pravični prehod. Sredstev je dovolj, potrebujemo sprejeti načrt in njegovo uspešno implementacijo. In tukaj se zatika predvsem zopet na nekem, političnem nivoju. Seveda pa je težko, za regijo ali pa za tiste, ki so danes vodilni tam, sprejeti dejstvo, da je premog preteklosti in da je potrebno iti naprej. Vendar prej, ko se bo do tega, prej, ko bo to dejstvo ozaveščeno in sprejeto, lažji bo ta prehod. No, poglejte, že omenili ste, projekt izgradnje TEŠ6 je bil voden netransparentno. Kaj smo se iz tega naučili, da napak ne bi ponavljali v prihodnje? Smo rekli, da je to vzorčni primer delovanja ugrabljene države. To pa pomeni vrsto sistemske politične korupcije, kateri zasebni interesi bistveno vplivajo na proces državnega odločanja v korist posameznikov, posameznih firm. Pri tem so tudi ugotovili, da politika ni mogla tega ne vedeti, ker je bilo dovolj javno, dovolj mnogokrat poudarjeno v javnosti, v strokovni in ostalih strokah. Bistveno je tudi, da so vse vlade od leta 2004 do zaključno 2005 pri tem sodelovali. Ne glede, da takrat, ko je bila neka vlada v opoziciji, je temu nadaljevala, je temu nasprotovala, ko je prišla na oblast, je nadaljevala to, kar so prej rekli, kar so prej nasprotovali. Osnovne stvari, ki so napačne, narobe, pa bi smo povzeli. Prvo je problem razvojno vprašanje. To pomeni, da se je odločitev največkrat prihajala v nasprotju z državnimi usmeritvami. Medtem ko je razvojni program energetike predvideval v TEŠ-u obnovitev bloka 5 in dogradnjo plinskih elektrarn, je preko nacionalnega razvojnega programa TEŠ sklenil, da bo zgradil 600 MW blok, ostale ukinil, s tem, da je 600 MW blok na koncu 100 milijard pa pol, obnovitev 4 in 5 bi stal 150 milijonov, se pravi 1/10 tega. To je potem preko holdinga Slovenske elektrarne vlada kot skupščina holdinga Slovenske elektrarne potrdila, čeprav je nacionalni program bil drugačen. Potem ves čas se dogaja politika izvršenih dejstev. Nekaj so naredili, na koncu investitor je nekaj naredil, v TEŠ-u holding Slovenskih elektrarn premogovnik, na kar so naknadno državne inštitucije to popravljale, čeprav seveda spet v nasprotju s nacionalnim energetskim programom. Potem je bila zelo pomembna manipulacija z javno-zasebnim partnerstvom. Potem naslednje je bilo neprestano delovanje z izvršenimi dejstvi, tako da so neprestano poudarjali, toliko smo že vložili v projekt, škoda, da propade. Naprimer, ko je bil plačan rezervacija za izgradnjo 25 milijonov, so rekli, toliko je 25 milijonov smo dali, zdaj moramo dati pa še tistih 600 milijonov, na koncu se je milijarda pa pol prišla. Velik problem je potem tudi bil z
z javnim naročanjem. Čeprav je Slovenija dolžna upoštevati Evropsko direktivo o javnem naročanju, niso upoštevani. Bil je celo konflikt znotraj takratne Janševe vlade med Bajukom, ki je pravilno zahteval javna naročanja, ampak takrat minister za gospodarstvo, sedanji minister za okolje Vizjak je nasprotoval in seveda je zmagala želja po tem, da je projekt čim bolj netransparenten. Naslednje je bilo manipulacijo s količino premoga. Ves čas so trdili, da bo dovolj premoga do leta 1954, čeprav se je že prej vedelo, so vse raziskave povedali, da bo premoga takega, ki se da dobiti za približno ekonomsko ceno, maksimalno tam do leta 1928. In že pri tem je bil tudi narejen načrt, da se rudnik zapre do leta 2028. Kar naenkrat so ugotovili, da bo premoga do leta 1954. Zdaj vidimo, da to sploh ni res, totalna manipulacija. In če bi takrat upoštevali to, da bi rudnik zaprli do leta 1928, bi skoraj 30 let imeli časa počasi zapirati, prestrukturirati rudnik, energetiko, pa še 1,5 milijarde denarja bi za to imeli. No, in tukaj smo danes z vsemi temi zgodbami iz preteklosti in seveda tudi temi, ki se obetajo. Zdaj vas prosim za komentarje. Prvič, smo gradili netransparentno, kako to preprečiti v prihodnje? Smo gradili nekaj, kar je bilo predimenzionirano, tudi te 600 megavatov, kdo to potrebuje? Načrt je bil 300, mogoče je nuklearka zdaj predimenzionirana. Gospod Novak, pa potem naprej, izvolite. Ja, moram reči, da sem bil poleg, ko smo ocenjevali ekološke vplive termoelektrarne ČEZ-6, in moram reči, da ekološko gledano je to naprava moderna, čista, z najnovejšo tehnologijo, in prva cena, ki je bila predvidena v višini 600 milijonov, je bila predvidena na staro tehnologijo. Potem so se odločili za novo tehnologijo, za nadkritičen kotel, kjer je bila pa uporabljena nova tehnologija in novi materiali. Temperatura pare je preko 615 stopinj, to pomeni železo žari pri tej temperaturi, in v tistem trenutku je tudi cena tega jekla poskočila skoraj za 100%. Tako da je Alstom gradil enako elektrarno v Ameriki, v Indiji in v Sloveniji istočasno, in Alstoma cena je bila na vseh 3 lokacijah 900 milijonov. In 900 milijonov smo tudi mi Alstomu plačali. Če ne upoštevamo še tistih manipulacij okoli kreditov, prekinitve gradnje in tako dalje. Tam smo izgubili 100 milijonov. Ostalo je pa naša zadeva, domača, da je prišlo do povišanja cen. Imamo danes objekt, ki je moderen, ki je tehnološko zelo kvaliteten. In ga zapiramo. In ga zapiramo, čeprav nihče v Sloveniji, od elektroenergetikov do navadnih državljanov, ne ve, s čim ga bomo zamenjali. To je 1/3, včasih več kot 1/4 vse elektrike. Mi te elektrike ne moremo kupiti kar tako na trgu, sedanja cena je katastrofalna, torej moramo pogledati, kaj mi lahko storimo. Jaz bi rekel naslednje. Če mi želimo zapreti leta 2033 Šoštanj, potem moramo do takrat zgraditi nekaj kapacitet, ki bodo bile enakovredne po kvaliteti, količini in času temu objektu. Kakšne so možnosti? Mi podaljšujemo jedrski elektrarni Krško življenjsko dobo. To se pravi, jedrska elektrarna je amortizirana. Jaz sem sam postavil provokativno vprašanje, po končani amortizaciji in življenjski dobi, čigava je elektrarna. Kdo jo bo naprej upravljal? Drugo, bi samo da zaključim za Šoštanj. V Šoštanju imamo mi seveda možnosti,
da stvari uredimo tudi drugače. Mi moramo prijeti iz te šlamastike ven. Do leta 2030 ne bomo zgradili ne jedrske elektrarne, niti ne novega Šoštanja. Torej, ali bomo Šoštanj predelali na plin, kar ga lahko, ni nobenega vprašanja, in s tem zmanjšamo emisije za cirka 40% pri ceni plina, ki je, vemo kakšna. Drugič, da namestimo naprave za CCS in izločimo emisijo v okviru danih obvez in potem to izvozimo v skladišče. Norvežani so povedali, da imajo na razpolago v svojih področjih za 200 milijonov ton skladišča za CO2. Torej ni vprašanje ga spraviti tja, kjer ga vsi spravljajo, vprašanje, ali smo mi to sposobni. Dobro, zdaj bomo pogledali še naslednji insert, in sicer, če ne premog, potem nuklearka, vodna ali vetrna energija ali sonce. Kakšna je lahko realno gledano bodoča energetska oskrba Slovenije? Izbire nimamo, ne? Lahko se ozremo okoli in se odločimo o alternativah in izrabimo to, kar imamo, ali pa uvažamo električno energijo. Ampak glede tega uvažanja električne energije bi povedal, da je zelo veliko govora o tem tudi v sosednjih državah in vsi bi naenkrat uvažali električno energijo takrat, ko bi jo rabili, in izkazalo se je, da je tule v naši okolici oziroma v tej regiji takšnih želja ob neugodnih energetskih razmerah, če se tako izrazim, tamle nekje za 70 megavatov. Naj spomnim, da mi imamo konico tamle nekje 2 gigavatov. Da mi imamo približno 2,2 gigavata konico. Se pravi, na uvoz jaz ne bi računal. Potem se pa lahko sam še ozremo, kaj imamo doma. To je vodni viri, ki še niso popolnoma izkoriščeni, in jaz ne vem, zakaj jih ne izkoristimo. Kakor veste, hidroelektrarno Mokrice umeščajo v prostor in pridobivajo dovoljenja zdaj že enih 15 let, na kar se na pridobljena dovoljenja lahko pritoži, kaj jaz vem kdo, da ne imenujem konkretno, in cela zadeva gre spet znova. Se pravi, tale naša regulativa je postala nekaj takega, kar popolnoma onemogoča kakšne večje posege v prostor. Se pravi, vode je nekaj, ampak tega ni zadosti. Potem imamo premog, ki ga bo počasi zmanjkalo v Velenju in imamo ga tudi v Prekmurju. In to še boljšega, ampak razmišljati o izkoriščanju v Prekmurju nima nobenega smisla, ker bi vsi, kar jih je, skočili do plafona, pa tudi Evropi to ne bi bilo všeč. Se pravi, tega ne moremo. Torej, kaj nam preostane? Uvažamo plin, vsi vemo, da Putin ni glih mati Tereza, ampak če hočeš imeti od njega plin, pol se ravno skregati z njim ni preveč pametno, kar pomeni spet odvisnost od plina. Torej, preostane nam pravzaprav še samo jedrska elektrarna in recimo nekaj tehle obnovljivih virov lahko postavimo, recimo sončnih elektrarn, ampak to je tako češnja na torti vse skupaj. Za resno energetiko oziroma, da bi naš sistem baziral na tem, preprosto to ni mogoče. V sklopu Evropskega podnebnega načrta energetska mešanica ni predpisana. Še vedno pa je odprto vprašanje, ali bo nuklearna energija obravnavana kot zelena. Lahko rečemo, da je zelena, sicer ni nikjer definirana. Jedrska energija vsekakor ni obnovljiva energija, je pa nizkoogljična, zelo verjetno bo tudi trajnostna. Trenutno se sprejema neka delegirana uredba na nivoju Evropske unije o financiranju različnih tehnologij v prihodnosti in vse kaže, da bo jedrska energija uvrščena kot trajnostna tudi uradno. Zdaj, okoli tega klorofila, okoli te zelene barve se mogoče malo mnenja krešejo, kaj to sploh je. Ker če bi nekako upoštevali celoten, ne ogljični, ampak celoten okoljski odtis tako imenovanih obnovljivih virov, ki so po zakonodaji ali pa kakorkoli že po definiciji zeleni, upoštevajoč tudi
ne vem kako naj rečem, nesnago, ki jo, pa ne samo nesnago na okolju, ampak tudi v družbah, recimo v Kongu, kjer pridobivajo kobalt pa redke zemlje, ki jih pridobiva v glavnem Kitajska, in ta proizvodnja je izjemno agresivna za okolje. Ne? Če bi vse to upoštevali, jaz ne bi rekel, da so današnji zeleni viri sploh tako zeleni. Ne? Jedrska energija je mogoče bolj zelena kot kakršenkoli drug zelen vir, razen mogoče hidroelektrarne, bi rekel, da so morda bolj zelene kot jedrska energija. Ampak to je stvar pravniškega ping-ponga in kreganja okoli oslove sence. Dobro, gre za kreganje okrog oslove sence, gre za nek bla bla, pa so te težke zemlje vendarle tudi strupene in niso tako obnovljive, kot radi govorimo. O čem se mi sploh pogovarjamo? Gospod Gnezda, kakšno je vaše mnenje? Zapreti, je premog tako slab, je zdaj ta TEŠ-6, ki je dejansko ekološko posodobljen, res tako strupen, je nuklearka potem zelena, kaj pa odpadki? Jaz mislim, da to, kar smo ravno kar poslušali, to očitno oklepanje preteklosti zna pokopati slovensko energetiko. To se nam deloma dogaja že danes. Tudi če sprejmemo premiso, da je TEŠ najsodobnejša tehnologija, ne smemo pozabiti, da prispeva četrtino emisij v Sloveniji vseh približno, da so izpadi in okvare zelo pogoste in da že kar nekaj let dela zelo velik finančni minus tudi na poslovnem in da do leta 2030 je napovedano, da bo še dodatna milijarda. Ja, ker kuponi so zdaj že 75. Pa niso tu samo kuponi, tudi težave z premogom, ceno, kaloričnostjo in tako dalje, to vse, kar je bilo že omenjeno v prispevku. Kuponi so trenutno pred tem pa so bili drugi razlogi, za katere se je tudi že vedelo, kot je Hanžek gospod omenil v prispevku. Ja. Tudi plin, mislim, da glede na to, kaj doživljamo sedaj na trgu in kakšne so cene, je precej očitno, da na plin ne gre staviti, ker te podražitve bodo zopet veliko breme, bodi si za energetiko, bodi si za končne uporabnike, kar se nam ravno kar dogaja. Imamo težave z enim velikim objektom, ki je TEŠ. Sedaj bom grdo rekel, rinemo v težave z drugim velikim objektom, ki se imenuje NEK2, ki je finančne velikosti reda 5, 6, 7, nihče ne ve zares, koliko TEŠ. Govorimo od 5 do 15 milijard, izkušnje v tujini kažejo samo to, da so se vsi sodobni projekti podražili reda velikosti 3, to je bilo Finska in Francija, in da zamujajo 10 let. Zato resno staviti na nuklearko kot rešitev za slovensko oskrbo z energijo, mislim, da ni odgovorno in ni realno. Bi pa še par podatkov glede obnovljivih virov energije v Sloveniji. Od leta 2005 do danes, po novi količini obnovljivih virov energije, smo zadnji v Evropski uniji. V 15 letih smo najmanj naredili na področju OVE v celotni Evropski uniji. Ampak denar pa plačujemo, lejte, pri vsaki položnici zelo veliko, 13 evrov. Ne drži, ne? To je dejansko, če pogledamo, kako je sestavljena položnica, koliko je tega omrežnine, je tisti prispevek za OVE relativno majhen in še ta iz naslova stare podporne sheme, ki smo jo ukinili in te podpore izplačujemo elektrarnam, ki smo jih priklapljali, ne vem, 10-15 let nazaj na omrežje in se bodo počasi tudi iztekli. Hkrati izdatno subvencioniramo fosilne vire energije v Sloveniji. Podatki, ki smo jih mi preverjali, kažejo, da več subvencij namenimo fosilnim virom energije kot pa obnovljivim virom energije v Sloveniji. Jaz navajam te podatke zato, da imamo par teh, bom rekel, pomembnih dejstev pred sliko. In če nadaljujem glede obnovljivih virov, kot rečeno, v zadnjih 15 letih smo storili najmanj v Evropski uniji. V prihodnjih 10 letih, v letu 2020 do 2030, smo rekli, da bomo priklopili zgolj 2 nova odstotka obnovljivih virov energije, kar me ne bi presenetilo, če bi bilo zopet med najmanj ambicioznimi v Evropski uniji. In trenutno smo zadnji, potem koliko imamo sonca in vetra v našem miksu. Vaša mešanica, kaj vi predlagate? Da prenehamo vztrajati pri zgrešenih naložbah, pri zgrešenih virih, resno stavimo na sončno energijo, ki je zelo velik neizkoriščen potencial v Sloveniji, kar dokazuje tako študija Inštituta Jožef Stefan, ki pravi, da imamo na strehah in degradiranih območjih potencijala za proizvodnjo 2-kratnik današnje porabe, samo iz sončne energije, da poslušamo podnebno strategijo, ki pravi, poleg jedrskega, da je možen scenarij obnovljivi viri in sintetični plin, pa smo ga prezrli. In vse to, kar sem zdaj naštel, da smo na repu po obnovljivih virih energije, da imamo takšno stanje v energetiki, to ni naključje,
to so, bom rekel, posledice političnih odločitev in s to prakso očitno nismo prekinili in bomo imeli težave tudi v bodoče. Dobro, mi smo sicer pri koncu televizijskega dela. Gospa Kobilšek, zdaj že mi tule imamo veliko idej. Malo da ne, skoraj se bomo spet sprli. Povejte, kako je bilo na teh pogajanjih. Mislim, gledajte, zdaj že Slovenija je zelo razdvojena, kar se tega tiče. Kaj šele neka Indija, Kitajska. Vas je bilo 24 v delegaciji, ste imeli kakšno posebno pogajalsko tehniko. Kaj zdaj vi porečete? Kaj so druge države rekle? Sej Francija ima nuklearke, Nemčija jih ukinja. Kako ste sploh prišli skupaj na skupni imenovalec? Ja, če mogoče tudi začnem najprej še kot odgovor na prejšnje vprašanje, kaj je dejansko vloga Slovenije na teh pogajanjih. Mi smo interno koordinirali stališča EU do pogajalske agende in potem navzven predstavljali EU na pogajanjih. In ne samo na pogajanjih, ampak ključen del pogajanj so tudi tista bilateralna srečanja. Srečanja z recimo Združenimi državami Amerike, Kitajsko, drugimi pogajalskimi skupinami. Na ta način se v bistvu potem nekako zbližujejo ta mnenja. In zdaj, če lahko še omenim to, dejansko na sami pogajalski agendi vprašanja o nuklearni energiji recimo ni. To ni stvar pogajalske agende kot take. Je pa seveda neka obstranska zadeva oziroma tista neka zadeva, ki se nekako ne moremo izogniti. Recimo predsedstvo COP26, Združeno kraljestvo, je letos dejansko organiziralo tematske dneve. Vsak dan na COP-u je bil nek drug tematski dan, eden je bil tudi recimo posvečen energetiki. In na tem dnevu je bilo seveda tudi govora med drugim o nuklearni energiji in predvsem o tem, kako pomemben je dejansko ta zeleni prehod, kako pomembni so trajnostni viri energije. Pa če lahko še za konec to omenim, medvladni forum za podnebne spremembe, IPCC, dejansko v bistvu njihovo mnenje je, da je jedrska energija dovolj zrela, vseeno pa dejansko tudi opozarja seveda na probleme, kot so odpadki, kot je seveda varnost in vse te zadeve. Ja, podobno kot pri cepivih. Govorimo ta dvorek, ne? Malo ja, malo ne. Ampak dobro, zdaj, lejte, a ste imela vi kot pogajalka kdaj občutek, da nekdo lobira? Da nekdo potihem poriva nek tekst, recimo govori se, da pač nuklearni lobi zelo, zelo navija za te podnebne spremembe, ker točno te podnebne spremembe in te cilji potem skozi stranska vrata pripeljajo nuklearke kot edino rešitev. Zdaj jaz lahko rečem, da naša delegacija ni imela stika z lobisti fosilnih goriv. Rečeno je bilo, da jih je bilo ne vem koliko 100 v Glasgowu. Mi z njimi nismo imeli stika, smo imeli precej dela z našo koordinacijo in kot sem že omenila, predstavljanja EU navzven. Seveda EU je treba kot tako skoordinirati, bilo je ogromno dela vloženega v to. Na drugi strani pa je bilo treba dejansko koordinirati vsaj ta pogajanja glede pogajalske agende in to je res zahtevalo velik napor. No, ampak brali smo v časopisih, da so pa sumili, da je prav med pogajalci veliko ljudi, ki lobirajo za premog. Ste imeli ta občutek? Osebno moram reči, da ne. Dobro, lejte, mi smo zdaj prišli, kar se tega pogovora tiče, seveda še ni končan, do konca televizijske oddaje. Na tem mestu se poslavljamo od televizijskih gledalcev. Spremljajte nas lahko še naprej prek portala MMC. Prihodnji teden pa bo v oddaji Moje mnenje z vami kolega Igor Pirkovič. Govorili bodo o promociji Slovenije. Mi pa nadaljujemo s pogovorom in s komentarji. Doktor Novak, zdaj pa gremo po vrsti. Jaz bi samo komentiral vse te izjave, ki so o zeleni jedrski energiji. Jedrska energija je tako zelena, kakor jo kdo hoče oblikovati. Dejstvo je, da če pogledamo celotni ciklus od kopanja rude, njene predelave do uporabe in do konca razgradnje, in če to seštejemo, potem to ni zeleno. Mi puščamo odpadke naslednji generaciji 300 do 500 let in to ni moralno. Elektriko bomo mi pokurili, odpadki bodo postali, pa jih naj čuvajo, kakor vejo in znajo. Sej volumen teh odpadkov res ni velik, toda njihova strupenost in nevarnost je pa enormna. Slovenija ni v stanju plačati
škode, ki bi nastala ob jedrski nesreči v Sloveniji. To mi vsi vemo in to je dejstvo. Zakaj potem graditi nekaj, kar mi lahko zamenjamo z sončnimi elektrarnami, 7000 teravatnih ur lahko dobimo s plavajočimi sončnimi elektrarnami na zajezitvah elektrarn, s tem, da mi istočasno varčujemo z vodo in akumuliramo, tedaj ko sonce sije. Mi imamo agrofotovoltaiko, na 1000 hektarov moramo pokriti in zavarovati pred točo, mrazom in nesrečo vinogradov, sadovnjakov. Da ne govorim o geotermalni energiji, ki je v Sloveniji popolnoma zapostavljena. In mi, če bi želeli izvrševati to, kar je Državni zbor v resoluciji sprejel, bi danes imeli na mizi časovni načrt, kako bomo postopali pri gradnji posameznih obnovljivih virov skupaj z prostorskim urejanjem. Kajti prostorsko urejanje je ključno. Umeščanje v prostor vsega tega. Umeščanje v prostor se temu reče. In če je gospod minister Počivalšek v 6 mesecih na najboljši plodni zemlji v Sloveniji spravil novo tovarno Magno za tujca, mi pa ne moramo v 5 letih narediti in dobiti niti ene lokacije za vetrnico ali pa za plavajočo elektrarno ali pa za hidroelektrarno Mokrice, je to brez dvoma odgovornost Ministrstva za okolje. Doktor Plut, vaš komentar. Ja, jaz mislim, da bi morali pravzaprav pogovor začeti na drugi strani. In sicer pri varčevanju. Mi do sedaj nismo niti sekunde namenili temu ključnemu problemu. Slovenija je po porabi, če vzamemo električne energije, z več kot 8000 kWh na prebivalca izredno visoko. Poraba je večja, poudarjam, večja kot je v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji, ki pa za to električno energijo pridobi 2-krat večji bruto družbeni proizvod na prebivalca. In mi se bomo morali končno začeti spraševati, predno se bomo odločali o energetskih objektih, ali lahko to porabo električne energije vsaj stabiliziramo, ker skozi razmišljamo o tem, da bo ta poraba leta 2030 bistveno večja, do leta 2050 pa se naj bi praktično podvojila. Skratka, najprej moramo razmišljati o tem, ali je struktura slovenske industrije take, da lahko krijemo potrebe po električni energiji, ki bo v prihodnje tudi za industrijo glavni vir ob zemeljskem, ki ga bomo morali slej ko prej opustiti. Morali bomo se vprašati, kako bomo organizirali promet, ali bomo se res še lahko naprej privoščili 80% vseh voženj z avtomobilov, ali si bomo lahko privoščili dnevno migracijo v Ljubljane z 100 000 avtomobili, ali pa bomo šli v skladnejši regionalni razvoj in seveda uporabljali lokalne, regionalne, obnovljive vire, ki so tam na razpolago. Sem, da zaključim, jedrska energija, drugi blok ne, verjetno bomo pa prisiljeni podaljšati obratovanje jedrske elektrarne Krško, najprej za 10 let, potem pa še za 20 let. Drugače pa mešanica obnovljivih virov s poudarkom na sončni energiji je prihodnost Slovenije. No, o sončni energiji imamo še en prispevek, ampak najprej gospod Gnezda. Zadnja večja redukcija toka, ki se jo sama tudi spominjam, vi pa najbrž ne, mislim, da sploh še niste bili rojeni, je bila novembra in decembra leta 1983 na ozemlju Slovenije, seveda to je bila nekdanja Jugoslavija. Kako se bomo izognili redukcijam toka, če bomo res sooskrbo temeljili samo na obnovljivih virih, ki niso zanesljivi? Kot rečeno, tudi s Tešom imamo precej težav, ne vem, pa v teh izpadih jih vendarle ne čutimo. Lokalno. Bi pa še enkrat res to poudaril. V Sloveniji še vedno vztrajamo pri tehnologijah, za katere se je v praksi izkazalo, da so bodisi drage, bodisi okoljsko uničujoče ali pa neizvedljive. Govorim tako o premogu kot o plinu, kot o jedrski.
cel svet praktično danes stavi na sončno energijo, samo v Sloveniji, glej ga zlomka, nekako to ni prava rešitev. In hkrati je to danes najcenejši vir. Tudi tu cene so izrazito strmoglavile. In podčrtal bi še to, kar je profesor Plut dejal. Imamo zelo visoko porabo električne energije in sorazmerno nižji bruto družbeni proizvod. Dejstvo je, da ima Slovenija v gospodarski strukturi zelo veliko energetsko intenzivne industrije. Tukaj smo tretji po vrhu v Evropski uniji. In ravno to je vprašanje, ali dejansko lahko naše okolje prenaša tak gospodarski model. Zaenkrat kaže, da ga ne. In če upoštevamo dejstvo, da polovico električne energije v Sloveniji porabi industrija, se bi morda morali prej spraševati, kako pokriti porabo v gospodinjstvih. In to z soncem in ostalimi obnovljivimi viri energije brez težav pokrijemo. No, pa poglejmo zdaj, kaj je s sončno energijo. Pri obnovljivih virih je veliko pripomb na njihovo nezanesljivost, zmogljivost in našo nezmožnost shranjevanja proizvedene elektrike takrat, ko ta je. Kakšne so torej možnosti sončne energije v Sloveniji? Torej, do 2030 bi brez problema lahko izgradili do 3 gigavate sončnih elektrarn, do leta 2050 bi šli lahko tudi do 10 gigavatov ali več. Seveda pa je vprašanje, kakšen bo portfelj virov, ki bodo oskrbovali z električno energijo. Po letu 2030 se predvideva, da bi sončne elektrarne ne samo proizvajale za direktno oskrbo, ampak da bi v bistvu proizvajale tudi sintetične goriva, na čelu z vodikom, pa potem metanom, z amonijakom, ki bi bili energenti prihodnosti oziroma energenti, ki bi bili klimatsko nevtralni. Bi pa mogoče povedal, da T6 se da nadomestiti izključno sončnimi elektrarnami. In da pač ta prehod do leta 2033, oziroma če bomo zapirali T6 celo pred, namreč cena kuponov CO2 izpustov je šla v prejšnjem tednu z 50 na 75 evrov na tono. To pomeni, da bo T6 namesto 200 milijonov delal 300 milijonov evrov izgube na letnem nivoju. To pomeni, da bomo morali do leta 2030 T6 zapreti. In edina alternativa, da bomo nov vir vpeljali, je modularna izgradnja sončnih elektrarn. V javnosti tudi, recimo, če pogledamo tale energetsko srečanje pri predsedniku države, tu slišiš marsikaj, kar z realnostjo nima veze. Govori se tudi o nekih 20 gigavatih sončnih elektrarn v Sloveniji, kar je lahko izjava nekoga, ki resnično niti približno ne ve, kako elektroenergetski sistem deluje in kako je sestavljen. In kaj je sploh možno narediti. Zadnje sem poslušal kolega Goloba, ki je nekako rekel, da bi imel načrt razogljičiti Slovenijo, in sem pričakoval zelo pretirane številke. Ampak moram reči, da je ta številka nekje, ki je on omenil, okoli 1000 megavatov sončnih elektrarn, da je to nekje v enem dometu, sicer nas bo to veliko stalo, ampak to ni nemogoče. Je pa treba povedati nekaj. 1000 megavatov sončnih elektrarn da 10-krat manj energije kot 1000 megavatov jedrskih elektrarn. Tega se moramo zavedati. In še nekaj, to so neregulirani viri. To po definiciji sploh niso elektrarne. Ker elektrarna je taka, ki jo ti imaš pod kontrolo in ti z ustreznimi komandami zadovoljuješ potrebe elektroenergetskega sistema, ki mora biti ves čas v ravnotežju. Z sončnimi elektrarnami ti tega ne moreš delati. To je stohastična neka proizvodnja, ampak jaz mislim, da je to nekje en domet, ki nas bo stal, ampak da bi se tole dalo. V kakih 20 gigavatih, to je pa neumnost. No. Tipično slovensko, sami strokovnjaki, toliko mnenj. Kaj je zdaj to stohastično ali kakšen je res? Dva sva bila, ki sva pri predsedniku republike zagovarjala obnovljive vire. To je bil profesor, ki je prej nastopil, in jaz. Topič, ja. Da mi lahko zgradimo najmanj 10.000 megavatov sončnih elektrarn, vetrnih in geotermalnih, to ni vprašanje. Mi nismo do leta 2020 izpolnili 25% obnovljivih virov in zdaj le bomo kupili za 5 milijonov od Čehov obnovljivo vire, pokritja za obnovljive vire.
Vsi, ki so danes na oblasti in ki so bili prej tudi na Ministrstvu za okolje in energetiko, so točno vedeli, kakšna je naša obveza in niso storili ničesar, da bi mi izpolnili 25%. Ničesar. Pa so vsi vedeli. Torej, bla, 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 ne? Ampak mi smo na sončni strani Alp, Čehi pa niso. Oprostite, ne mi govoriti, kaj se da in kaj se ne da. Dobro, ampak vendarle, lejte, te elektrarne sploh niso prave elektrarne, to je rekel dr. Mihalič, ker ne moremo vedno, kadar želimo energijo spustiti v sistem, ko jo sistem potrebuje, ampak seveda nimamo shranjene takrat, ko sonce sije. Dr. Plut. Ja, sigurno je to eden od problemov, ki pa se izredno hitro rešuje. Izredno hitro se povečuje zmogljivost hranilnikov, shranjevalcev električne energije. Različnih, od proizvodne, če hočete, vodika s pomočjo elektrolize vode, ker uporabljamo električno energijo iz obnovljivih virov energije, do prav, bomo rekel, tovarn, ki nastajajo po svetu, kjer s pomočjo baterij in različnih tehnologij, ki se izredno hitro razvijajo, povečujejo tudi shranjevanje v večjem obsegu in shranjevanje praktično na ravni gospodinjstev. Skratka, vse to dejansko obstaja, vendar se mi resnično, to kar je rekel Andrej prej, resnično maksimalno oklepamo neke preživele paradigme. In če mi govorimo o stohastiki in imamo na drugi strani Nemčija, ki ima številne probleme, se zavedam, številne probleme, zakaj ima tako številne probleme, ker se je inovativno in pogumno podala na pot energetske oskrbe, samooskrbe s pomočjo obnovljivih virov energije in razvoja shranjevalcev energije. Seveda, posvečajo veliko pozornost tudi varčevanju z energije. In zdaj bi težko se sprijaznil s tem, da tako, bom rekel, razvito gospodarsko državo, ki je tudi tehnološko med vodilnimi na svetu in Evropi, proglašamo za to, da ima napačno strategijo. Če pa nam še to ne zadostuje, pa dajmo vzeti primer Švice, kjer so se ravno tako odločili za intenzivno energetsko pot z sonaravnimi obnovljivimi viri energije, ki pa imajo tudi negativne posledice na okolje. Zato bi mogla biti megavatna strategija ključna. Vsaka uporaba in proizvodnja energije povzroča negativne probleme v okolju. No, vse to so učitelji tudi Angeli Merkel, zdaj odhajajoči, da je pač šla mogoče skrenila z te glavne poti malce v to eksperimentalno, ki veliko stane. Dobro, dr. Gnezda, zdaj recimo te kuponi, ne, ki so se zdaj podražili na 75 evrov, pa mogoče danes še kaj več. Lejte, to je pravzaprav nekaj, kar smo si sami predpisali. To je na nek način tisti, ki se z njimi ne strinjajo in tudi z vsem tem zapiranjem, pravijo in tudi mogoče ne tako ostro s podnebnimi cilji, da pravzaprav smo sami sebi zabili žebelj v krsto. To je nekaj umetno ustvarjenega, zdaj ta kupon. To smo se pač dogovorili, v redu bo kupon, zdaj se trguje in taki plača je pač vseh odpustkov, ima odpustke, je prost, vsega. Te kuponi so nekaj neiskrenega v osnovi. Po drugi strani nam pa zapirajo ekološko dobro termoelektrarno T6, ki ni ekološko tako sporna. Kot rečeno, ta ekološko dobra termoelektrarna ustvarja danes 25% emisij v Sloveniji. Ja, no, ampak na kuponu. To ni ravno bleščeč rezultat, daleč od tega. Kuponi obstajajo z razlogom. Če zdaj zelo plastično prikažem, zaradi poplav v Nemčiji, zaradi požarov v Grčiji, zaradi skoraj vsakoletnih pozeb v Sloveniji. Cilj je, da zmanjšamo emisije. Kuponi so ena izmed številnih politik, kako to doseči. Tukaj smo nastavili neko ceno v onesnaževanju, zato da bomo sčasoma zmanjševali te emisije. Industrija danes še vedno v zelo veliki meri brezplačno dobiva te kupone. Trenutno je samo energetika tista, ki mora kupovati v celoti emisijske. Zato imamo tudi tako dražje ogrevanje, zdaj že konkretno, ne? Ne.
Se upravičujem, Ne vpliva to na ceno. Morda sem malo čustven, ampak se mi zdi, da je prav, da dobimo prave podatke. No. Podražitve trenutno, ki smo jim priča, so predvsem zaradi plina in niso povezane z ceno emisijskih kuponov, temveč z zalogami, preteklo zimo in še marsičem geostrateškimi zgodbami. Sama cena emisijskih kuponov pa na te podražitve, ki smo jim trenutno priča, ni povezana oziroma nima povezave. Kar želim povedati je, kupone oziroma ceno smo nastavili zato, da zmanjšamo to negativno početje, ki ga imamo na naše podnebje, okolje, naravo in ki je povezano z našim konec koncev preživetjem na tem planetu. In seveda cilj je, da zmanjšamo te emisije. In smo izbrali to pot. Bi se pa navezal še na profesor Mihaliča glede sončne energije in pa težav v shranjevanju drži. Te tehnologije se danes razvijajo. Imamo tudi digitalizacijo energetike in pametna omrežja, ki bodo ravno tako pomagala pri teh težavah glede nestanovitnosti oziroma neusklajenosti proizvodnje in porabe. Vendar pa na kratek rok. Tisto, kar lahko že danes pričnemo izvajati in kar deloma tudi energetika občasno prizna, je, da postavljamo sončne elektrarne predvsem tam, kjer je zelo velika poraba na samem mestu. To so bodisi neke javne zgradbe, šole, zdravstveni domovi in podobno, industrija, trgovine in tako dalje. Tam ne potrebujemo nobenega omrežja, ker se vse takoj porabi v tisti stavbi. In imamo podjetja, ki to že počno in pravijo, mi smo prešli na 100% obnovljive vire energije, velika industrijska podjetja, in so rekla, da ni bilo tako problematično sploh. Tako da to vztrajno prikazovanje, kako je sonce nemogoč energent za Slovenijo in kako se nič ne da storiti, ima v ozadju bodisi je zastarelo mišljenje, ki očitno ne spremlja trendov, ki se danes dogajajo, ali pa ima neke politične, ekonomske interese. V te pa sploh ne dvomimo v Sloveniji. Dobro, končajmo z gospod Tino Kobilšek, glavno pogajalko, z njo smo tudi začeli. Vse to, kar smo danes slišali, predvidevam, da ste vi poslušali v tem obdobju. Ne nazadnje se tudi ta konferenca v Glasgowu se je podaljšala za dan ali dva. Ne? Torej, lejte, kaj je bilo tam zdaj na mizi, kaj je bilo tisto glavno, zakaj se je konferenca podaljšala, oziroma kako ste tam gledali na vse te probleme? Ne nazadnje, majhna Slovenija, zelo majhna, saj te cilji so krasni, ampak povejte nam, koliko pa mi sploh prispevamo k temu globalnemu segrevanju ozračja, kaj mi sploh lahko, tudi če zapremo vse, kar imamo, pa postavimo po celi Sloveniji, po vseh poljih, žitnih poljih, te fotovoltaiko, kaj lahko mi pri vsem tem sploh prispevamo? Ne, mogoče začnem res s tem, da seveda podnebne spremembe so globalen problem in zato jih moramo reševati na globalni ravni. Vseeno pa, da se tudi jaz še vrnem na začetek moje intervencije, kjer sem omenila v bistvu 3 dosežke, recimo Glasgowa. Eden so bile v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb, katere sem že opisala, drugo zelo pomembno prilagajanje na podnebne spremembe. Podnebne spremembe so že tukaj, to smo tudi že omenili in na njih se bomo mogli ustrezno prilagoditi. To ni samo problem Slovenije, to je spet globalen problem. Ogromen problem pri tem je zadeva izgube in škode, ki dejansko v bistvu je rezultat nekih podnebnih sprememb. Pri tem naj posebej še recimo izpostavim male otoške državice, za njih je to dejansko ključna zadeva. Pri tem je bilo doseženega nekaj dogovora oziroma nekaj napredka v Glasgowu, pogovori se nadaljujejo in se bodo nadaljevali v Sharm el Sheikhu naslednje leto. Tretja zadeva, ki je pa seveda povezujoča oziroma se dotika vseh teh zadev, so pa finance. In to ne samo javne finance, ampak tudi privatne finance. In na to moramo paziti oziroma pač moramo se tega zavedati. Seveda ne govorimo samo o energetiki, govorimo tudi o drugih sektorjih, kateri so ključni v vprašanju o podnebnih sprememb. In mislim, da mora tudi Slovenija dejansko včasih malo bolj pogledati tudi to globalno sliko oziroma širše evropsko, kaj ostali delajo, mogoče si izmenjati določene dobre prakse in tudi to potem dejansko začeti implementirati doma. Dobro, spoštovani gostje, prav gotovo se srečamo še v kakšnem omizju na to temo, sploh pa na temo nuklearke. Za nocoj pa je to vse. Gostom se seveda zahvaljujem za komentarje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Nasvidenje.